Najina ciljna ravnina prihoda iz Nove Zelandije v domačo Slovenijo je prišla k koncu. Singapur in prestop v Turčiji ter kratek postanek v Istanbulu sta bila končna pečata v najinih pasportih. Zadnjima 2 državama na najinem poskakovanju domov je napočil čas, da vkrcava letalo za domovino. Pa pojdimo, zadnji avion, 5 od 5. In to v domače mesto, v prestolnico, v Ljubljano letiva. Istanbul pod Alpe. Ja. Ljubljana vadi. Oh my god. Ker ni zavreti, da grada? Ne, ker grozen je, meni je grozen. Jaz sem danes že 2-krat jokala, ne vem zakaj. Jaz bi še potvala. Še, valjda, potvali je bavno. Ladies and gentlemen, welcome to Ljubljana. We've just landed at Brennick Airport, and the local time is 7:45 p.m. On behalf of the entire crew, we'd like to thank you for flying with us today. We wish you a pleasant evening and hope to see you again soon. Dobrodošli. Prihod v domovino se ni začel najboljš, saj so nama uničili enega izmed kovčkov. In to ravno tistega, ki sva ga kupila tik pred odhodom iz Nove Zelandije. Praktično je nov. Aj. Pa še keša niso hotel vrniti. So naju bili pa toliko bolj veseli najini domači. Obe mamici, moj očka ter sin in stric so bili najin prvi stik s Slovenijo. Moj oče Boštjan pa nas je revež mogel pričakati kar v domači rezidenci, zaradi poškodbe. Pa še naša babi se ni mogla opreti, da najo ne pride objet. Pa najin fikus naju tudi počakal, kvaj zrasu. Ko so ga midva dala v rejo pred odhodom, je imel le 3 liste. Vožnja po napačni strani ceste, desni strani ceste, nama je kar tuja, glede na to, da sva sedaj 1 leto in pol vozila po levi. Po desni se voz, po levi se pa prehteva. Po desni se voz, po levi se pa prehteva. Pa desno je lažje zaviti k levo. Pa desno je lažje zaviti k levo. Levo je problem. Ja, zdaj imaš druge ceste. To je čist čudno, je to čist nenavaden. Saj bo. Nama je pa zato babičina odlična kuha ostala še kako usidrana v spomin. Nička pojeni. Evo, cool. Takoj naslednji dan namreč še obisk tete in sestričen v krogu klasičnih slovenskih okusov po res dolgem času. Trenutno najine možgančke predvsem okupirata 2 stvari. Prva je selitev v novo stanovanje. So se preselila, no pejt. Selimo se, vstov je. Prav stav zdaj prinesla. Škatlo za grab. Smo že vse znosili. In kot sem že omenila v prejšnjem videu, je trenutno najin čas zelo osredotočen na postavljanje novega podjetja in storitev, ki jih misliva početi znotraj potovalne niše. Organizacija potovanj, popotniška svetovanja 1 na 1 in trenutno največji zalogaj, organizacija in spremstvo na najino prvo ekspedicijo v Indonezijo skupaj z vami, ki se nama želite pridružiti. Redi punč. Mail bova poslala? Ta prvi mail za potovanje? Kje je tvoj prstek? A je, PDF je. Je, imaš vse. Ja, upam. Čakaj, da kje imaš prstek? Ok, 3. Vas kaj poslala? Čakaj, da vidim. Sen, a je? 3, 4, zdaj. Yes! Bravo ti!
Če koga zanima, lahko dobi program in ponudbo ali pa se lahko kar prijavi na najni spletni strani, link v opisu videa, nama pišete na e-mail ali v zasebno sporočilo. Seveda pa YouTube in ostale stvari, kar se Ponča Sonča tiče, ne počivajo. 1 leto in pol. Čas, ki sva ga potrebovala, bolj kot sva mislila. 1 leto in pol. Čas, ki sva si ga vzela zase. Malo improvizirani live streami so že stalnica in pa... Pikec, kaj delaš? Potopis delava, kukavi otoki. Sam, se ti to veš, da imaš čez 2 dni. Kako to misliš, da ga šele delaš? To bi mogel biti že narejen. Ja, pa ni. Joj. Ej, tole je pripeljal cel avtobus za najm potopis ali kva. Sva se lih parkirala. Ne bi smela včeraj na live streamu povedati, da ga imamo v centru Ljubljane, ker... Tole mislim, da ni bila dobra ideja. Sedežov bo zmanjkalo. Neč činkolo binkolo na potopis. No, ta zadnji dan je bil v bistvu za naju idealen, ker imela sva praktično še cel dan časa za raziskovanje, ker sva imela nočen let in... Zdaj, kar se selitve tiče, je bilo premikanje škatel iz Logatca na novo lokacijo še nekak najmanjši del. Potem je seveda treba še vse razpakirati in pomiti, kar je stare posode, in spihati in zbrisati prah stvari po 1 letu. Pri tem pa so naletela tudi na problem. Na določenih stvareh se nama je namreč nabrala plesen in to kljub temu, da smo stvari res dobro spravili. To je seveda pomenil ful več dodatnega dela, ki pa drugače ne bi bil potreben. Določenih stvari pa se pač rešiti ne da. En nasvet za dolgoročno shranjevanje. Usnje nikakor oklet, niti na mrzlo. Kaj šele vlažno, bo zacvetel, ne glede na to, kje in kako dobro ga boste spakirali. Kaj Ponč, a že razbijaš? Ne bi bil ponč, če ne bi že ta prvi dan kaj razbil. No, pa je šel vrt za vodo. Lej, ta je za srečo, kako pravi. Oziroma vrt za vino, no, bomo natančni. Pa sej vino se pije s flaše, para boš vrč. Predi. Evo, prva večerja v novem stanovanju. No, spečen pa je. Razpakirali pa še bomo. Malo je bilo potrebno tudi modificirati že obstoječe pohištvo v stanovanju. Midva so ful navajena Ikeje, kjer lahko prosto po Prešernu sestavljaš in prestavljaš stvari. Ampak očitno to ni praksa pri vseh trgovinah s pohištvom. Pa to ni bil nek velik poseg, sem par polic sva hotla prestaviti na drugačno mesto. Ponč vrta. Ja, prav pod pritiskom je moč dajati. Seveda. No, dajmo, da nošel skozi. No, pa bomo imeli v marce. Počas se daleč pride. Ne vem, jaz sem frustracije. Pač kjer šalabajzer je to delo, da ne mi to razloži. Se pravi, ok, bi mogel biti isto. Ne, pa je v vas rvagal, kar pomeni, da je en to tako malo opala. En je zelo dobro odmeril, pa odšraubo. In kako človek neuživčen, kad dela lukne. Vrnitev domov je bila ravno pravi čas, saj se je pridružil še en član Peternelj družine, ki si je za domovanje izbral tujino. Evo, sestrca tudi v domovini. Lej. Kaj žava? Jo, posoj sem tle. Ja, pa to dolgo ni bilo. Vikendi so bili tako zopet posvečeni družini,
Komplet Peternelli pa so združeni po 1 letu in pol. It's alright. Can I get one as well? No. No, okay, we'll come. Yeah, sure. Poleg dobre papice pa ne sme manjkati niti katan. Pa ne v redu. Tukaj pa blizu gunga. Ja, jaz pa rabim pa glino, pa ovce, pa žito. Vse rabiš. Pa Kaj mi gledaš? Zgodila pa se je še ena nova stvar. Niso prvič na malih ekranih, ampak so pa prvič dejansko v studiu na snemanju. Kar drugače od najnega domačega studija, ki ga neki na kvazi postavlja. Zanimivo je bilo videti, kako imajo stvari pošlihtane v ta pravih studijih. Evo, naj na planetu, Cindy že v maski, mene to še čaka. Bo pa to kar neka čudna izkušnja zame, ker meni ni to naravno okolje, da me en tam lišpa. Oziroma, povedano drugače, jaz mislim, da še v življenju nisem pudra na sebi, tako da sigurno nekaj novega. Ja, lej, kako si lepa. Čist, evo na televiziji. To šlo zdaj že live. Po letu in pol življenja na drugi celini sta se vrnila v rodno deželo. Večna popotnika in življenjska partnerja, ki sta si nadela imeni Ponč in Sonč, sta se pomembno podala na pot novemu življenju. In zdaj je čas za drugo postanovščino. Kam jo bo peljala pot? Učinkovita in trdna komunikacija je most. Svidle, z najnega YouTube stvari so pobrane. Če so stvari pošlihtane v studiu Planet TV-ja, pa definitivno niso pri nama. Jedilne mize skoraj nimava, ker trenutno služi kot moja pisalna miza. Alex pa dela kar na kavču. V kopalnici stvari ležijo posod, ker nimava nobene omarice, da bi jih kam pospravila. To je tudi razlog, da kljub vsemu še vedno živiva ven iz kavčkov in vrečk in škatel. Dobesedno. No, kako živiva trenutno, če koga zanima. Situacija je taka. In potem tukaj malo splezaš čez. In je tukaj še malo stvari. In pol greš tako čez. In je tukaj še več stvari. Moramo zdaj te škatle malo premetati. Da bo malo lažje premikati, ker tole ni znosno. No, comment. Vse bomo. Mora biti po umare, da vam imela stvari kam zlagati. In temu je bilo treba narediti konc. Pridruži se nama v naslednjem vlogu, ko bo pela misija IKEA in bo najino stanovanje zaživelo v povsem novi luči. PS, Cindy zdaj ekspert za IKEA, tako da če imaš kakšno vprašanje, sam napis spodaj med komentarje.